Vse stopinje vodijo na Liberak. Sejem akademske knjige Liberak 2021. Lepo pozdravljeni na današnjem pogovoru v soorganizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev, ki nosi naslov Kaj prevajati oziroma kdo snuje prevodni kanon. Kot že beseda pove, se bomo pogovarjali o literarnih delih, ki so vrhunci posameznih nacionalnih književnosti in kot takšni vstopajo v neko tujo literaturo, v nek drug literarni sistem, pač v tem primeru slovenski. In seveda v splošnem velja, da gre za vrhunska dela, najboljša možna dela, nadpovprečne kakovosti in z vsemi možnimi superlativi, ki jih nadevamo takšnim literarnim umetnimam. Pri tem se seveda porajajo vprašanja, kako literarni prevodni kanon sploh nastaja. Kdo ga snuje, so to zdaj uredniki, so to zdaj prevajalci, po katerih kriterijih se ravnamo. In na vsa ta vprašanja in na še mnoga druga bomo odgovarjali s pomočjo mojih uglednih gostov današnjih. In sicer Špela Pavlič je dolgoletna urednica in trenutno glavna urednica na založbi Beletrina. Poleg nje je naš vsestranski in glavni urednik Cankarjeve založbe Aljoša Harlamov. In kot tretji gost, ugledni, je naš moj kolega, prevajalec iz japonščine in francoščine Iztok Ilic. Pogovor pa vodim prevajalka Mateja Seliškar-Kim. In zdaj čisto na začetku bi bilo mogoče dobro doreči razliko med prevodnim in nacionalnim kanonom literarnim. Zdaj, kako uredniki in prevajalci vidite razliko med obojem? Namreč govorimo o, sem rekla, vrhunskih delih, ki nastajajo v nekem drugem literarnem sistemu in potem prodirajo v neko drugo literarno krajino. V čem je razlika med obojem? Špela? Zdaj v bistvu, če govorim o literarnem kanonu, saj jaz se tudi tako razlagam, da v bistvu literarni kanon je hkrati pojem čist literarni, po drugi strani pa tudi najbrž malo sociološko literarni, in vključuje ne samo pač se pravi tudi, da je neka literatura vrhunska, da je neka literatura izjemna, ampak hkrati tudi vse mehanizme, ki določajo, da je ta literatura vrhunska in izjemna. In v tem smislu se mi zdi pač razlika med nacionalnim in pa prevodnim seveda očitno je. Zdaj, če govorimo o sodobnih, najbrž to sprašuje o nekih sočasnih zadevah, je prvič to se mi zdi, da je fajn pri kanonu vseeno upoštevati, vsaj meni se zdi tako eno časovno distanco, ko najbrž malo rabine. Sicer pa to, kar pa sočasno nastaja, je pa seveda, vsaj meni se zdi precej velika razlika, ker na eni strani za nacionalni kanon, vsaj v enem z uredniškega stališča, se gre za dela, ki jih dobiš zelo surova v bistvu. In si ti v resnici prvi, pa seveda tudi založba in vsi in bralci in tako naprej, tisti, ki postavijo nek ta konstrukt okrog tega, medtem ko prevodni kanon pa gotovo tudi sočasni, pa gotovo vključuje že kar precej enih mehanizmov, ki so privedli do tega, da je ta prevod do sem sploh prišel. Se pravi, že na eni ravni seveda že urednik tiste založbe, pa založba kot taka, pa neki bralci, pa literarna kritika in v končni fazi bolj tudi prevajalec. Tako da se mi zdi v bistvu to, kako pride do tega res precej različno. Pa mora biti neka distanca, spet časovna, da recimo nek prevod pride v tujo literaturo Aljoša, ali v bistvu zdaj govorimo bolj, sploh v primeru te mlajše literature, je to vendarle težko. Ja, zdaj to je zelo odvisno. Jaz mislim, da včasih je mogoče, zdaj, ker smo precej sočasni, zdaj vseeno slovenščina, jaz mislim, da slovenske založbe skrbimo za to, da se prevajajo kar
sproti, ker zelo veliko del se prevaja tako z 2-letno, 3-letno zamudo recimo, ali pa sam toliko, da kolikor je potrebno za prevod, tega je vedno več. Na ta način je mogoče to malo drugače, kaj je bilo včasih, ker se to vseeno z neko večjo zamudo in tudi bolj plansko se je gledalo, kaj se izbira. Danes imamo ogromno parametrov, ni več sam kvaliteta, žal že dolg ne, je marsikaj, je profitabilnost, je marketinška, instagramabilnost nekih knjig in podobno. Je pa mislim, da tudi zelo, bolj kot distanca, jaz mislim, da je distanca še toliko pomembna še pri nacionalni literaturi, pri prevodni pa jaz mislim, da je tudi ta razlika, da to, kar je zdaj Špela naštela, mi na nek način soustvarjamo prevodni kanon. Zdaj, jaz gledam na prevodni kanon, ne more biti to samo, jaz mislim, da je redko, da je to samo kanon ene nacionalne države. Nacionalni kanon je naš in ga sooblikuje ga sicer tudi naši prevodi, ampak prevodni kanon, ki pa ga mi oblikujemo, je pa nekako svetovna literatura. Težko bi zdaj rekel, da je v slovenskem kanonu prevodnem je to noter, v tujem je pa nekaj drugega recimo noter. In s tem, ko mi seveda izberemo, ko številne založbe po svetu izberejo neko stvar, ki prevajalci izberejo, se ta kanon svetovne literature ustvarja. Pri nacionalnem pa jaz mislim, da niti nismo založbe tiste, ki smo to važne. Seveda z nekimi ponatisi mi lahko to nadvplivamo, ampak jaz mislim, da je to neka častovna distanca in pa faks je tisto. Akademija, jaz mislim, da je ne nazadnje tista, ki bo na koncu odločila o knjigi, o kateri se bo več pisalo in tako naprej, tist bo prišlo v kanon, kar bo ne nazadnje v učbenikih, tist bo prišlo v kanon. Tudi stvari, če je ponatisnjena neka, če založba ponatiskuje neko stvar z leta v leto, to še ne pomeni, da je del vsaj ne tega kanona, ko ga imamo mi ponavadi v mislih. Zdaj pa je pa tu seveda tudi kanonov, jaz mislim, da je ogromno zelo različnih in je tudi tukaj pač vprašanje, kako te stvari potekajo. Tako. In v bistvu tudi, če imamo mi nacionalni kanon, ki je neka norma, ki je mogoče tudi narodno zaveden, ne vem kaj, ni nujno, da to prodre v tujo literaturo. Ne, absolutno ne. Pri kanonu je kup nekih silnic, ki pač tudi niso vedno logične, bi jaz rekel. Dost so tudi sentimentalno, nostalgično vezane, tudi ne nazadnje reprezentativnost nekega obdobja znotraj nacionalne zgodovine ali pa kakorkoli. In v bistvu je ravno to tisto, pač s časom se iz obdobja v obdobju se pravzaprav ti kanoni spreminjajo. To ni neka fiksna stvar, dopolnjujejo se, premišljujejo na novo, definirajo na novo in recimo v teh spremembah, moramo jih seveda vključiti tudi to, da prehaja neka literatura, se pravi v neko drugo deželo ali pa tretjo deželo in se tudi sprejema drugače. Ne moramo reči, da eno literarno delo nemški klasik, da se sprejema enako v Ukrajini, v Sloveniji ali pa v Latinski Ameriki. Tako da v tem spreminjanju, na novem osmišljanju kanona klasičnega imamo en lep primer v Sloveniji zdaj z zbirko Klasična beletrina. Tukaj ste pravzaprav zastavili na novo res klasično literaturo, ki smo jo mi spoznavali skozi učbenike že v času gimnazije, med fakultete in tako dalje. Pa me zanima, Špela, po kakšnih kriterijih ste pravzaprav se odločali, kateri bodo zdaj v zbirki predstavljeni avtorji? Ja, tukaj se mi zdi, da v bistvu glih ta naša zbirka hkrati en dokaj lep pa reprezentativen primer tega, kako se nekaj, kar je recimo kanonično, tudi do neke mere formira. Ker je seveda mi, ko smo se odločili za to zbirko, en izmed velikih spodbud je bilo glih to, da so prevajalci dostikrat prevajali, da bi predlagali, da bi na novo prevedli kakšno delo, ki je bilo že prevedeno, recimo pa je bodisi še v prejšnjih časih ni bilo prevedeno neposredno iz tistega jezika, kar se pri nas velikrat dogajalo, ali pa da dejansko mogoče prevod ni najbolj kvaliteten. In ko se je tega nabralo kar nekaj, smo se začeli pač spraševati, če bi bilo mogoče pa fajn narediti eno zbirko, kjer bi v bistvu sistematično izdajali te stvari. In nekako tako je prišli do te zbirke. Seveda smo pa pri tem upoštevali, in to so pa zdaj te silnice, ko niso zgolj samo literarne, odločili smo se na primer to, da bomo v zbirko umestili dela, ki so nastala tja do konca druge svetovne vojne, recimo, ne novejša, ne modernejše stvari. Prvič to in na drugi strani smo seveda šli tudi gledati, koliko so ta dela prisotna pri nas. Ker seveda neka knjiga, ko se
tako je Aljoša omenil, konstantno ponatiskuje in jo nimamo več kam dajati. Ni bilo smiselno, da bi to naredili še mi še enkrat, če je pač tudi če je prevod dokaj v redu. In zaradi tega je mogoče tudi izbor, ko se velikrat dobivamo takšno vprašanje, kje pa Kafka, kje pa Joyce, ali pa kje podobnega, je v resnici glih v tem je ta skrivnost, da pač poiskali smo dela, ko niso tako zelo prosta dostopna, ko se dobijo, ne vem, v knjižnicah, ne pa več v knjigarnah ali pa težje, pa hkrati tudi dela, ko so res, ko potrebujejo nekak en nov prevod. Kaj pa tržen moment, da ste recimo rekli, zdaj pa to pa bo nekaj, kar se bo prodajalo, recimo prodajna uspešnica lahko, da bo zbirka zaživela tudi po tej plati, recimo, ne, da je samo, da se bo v knjižnici sposojala, ja, da se bo mogoče tudi kupovala kot cela. Do neke mere gotov, hkrati pa res bi lahko, tako sem rekla, lahko bi vključili še kakšna dela, ko bi mogoče malo bolj pritegnila. Ampak to tudi kakih avtorjev, kakve bolj znane naslove, ampak smo glih pri tem. Tega je precej, mislim, tega je dovolj. In se nam je zdelo, da mogoče glih za zasnovo zbirke kot take, mogoče lahko vključimo, ker nekaj je pač teh velikih monumentalnih, hkrati pa pritegnemo tudi ena dela, ko pa mogoče, ko so brez dvoma kvalitetna, ampak so v našem prostoru, vsaj zaenkrat niso izšla kot ne vem, kakšen vrhunc, ampak dejansko je. Na ta način smo vključili pa še to. Zdaj, jaz sem opazila, da v zbirki prav veliko avtoric ni na novo odkritih. Res je. Ja, skratka, enostavno niste našli kakšne spregledane avtorice, recimo iz tega obdobja do konca druge svetovne vojne, ki je recimo pri nas prevodna vrzel. Ni bilo nič takega. V bistvu se to je tako zelo pogosto vprašanje. Čeprav tukaj moram priznati čisto, da se mi zdi zanimivo, da recimo to v vseh, ki je bilo kar nekaj intervjujev na račun te naše klasične beletrine, mi je zelo zanimivo, da v vseh intervjujih so vsi sprašvali to sam mene. Mojih 3 kolegov, ko so v uredniškem odboru, pa tega ni vprašal nihče, to se mi je zdelo zelo, mislim, zanimivo. Čeprav stvar je pa ta, da v resnici smo ravno to, ne. Zelo veliko avtoric, tudi, mislim, zelo pomembnih in tudi spregledanih je bilo pri nas prevedenih v relativno zadnjem času. Ta relativno zadnji čas, recimo tudi zadnjih 30 let. In to je definitivno en razlog, ne, da pač niso nam zdeli, da bi še enkrat tudi pri beletrini v končni fazi smo izdali par takih književ v preteklosti in niso nam zdeli, da bi pač tako, kot je bil načelo za ostalo zbirko. To je eno. In druga stvar je pa to, ne, da na vsak način, kar je Aljoša prej omenil, se mi zdi zelo pomembno teh kanonov, teh imaginarnih list, pa na kaj dajo poudarek, je zelo veliko, pa lahko se jih prime zelo različnih zornih kotov. En od teh je tudi ta revizionizem znotraj te kanonične literature, ki je definitivno fajn in potreben in nujen, ampak dejstvo pa enostavno tudi naša zbirka ni bila tako zastavljena. In tukaj pa rezultira, da dejansko res so v bistvu samo 2 avtorci. Ja, zelo malo jih je. Ja. Tako da tukaj sem jaz, sem rekla, mogoče bi še kakšno, jaz dodala, ampak je pa le samo 5 letnikov, ne, pa 5 knjig, če se jaz prav spomnim, tako da v bistvu je tudi zamejena zbirka, ni tako, recimo, brezčasna, kakor moderni klasiki, ki se bo nadaljevala, ampak je zaključena celota in vse zaenkrat. Ima tudi tak koncept. Tako. Isto, kako pa ti kot prevajalec pravzaprav gledaš, ker zdaj pri tej zbirki je zanimivo, kot smo rekli, to, da se bojo nekateri novi prevodi. Vse je bilo povedano. Ene knjige so bile prevedene recimo iz drugih jezikov, iz nemščine, večinoma, angleščine. In zdaj, kako ti kot prevajalec, bi rekel, so ti prevodi potrebni, ne vem, enega Flaubera, enega Zolaja, Stendhala, ali bi se dalo recimo prostor komu drugemu, ki ga še ne poznamo, ki je prevodna vrzel, ki bi mogoče bolj osvetlil celoten opus določenega avtorja, ne pa da gremo v ponovno prevod enega dela. Ja, zdaj tukaj je veliko tudi uredniških vprašanj vmes, na katere pač jaz ne moram glih odgovarjati, ampak če recimo tako hipotetično, jaz ne enega, ne drugega ne bi izključeval. Pač jaz bi vsekakor, novi prevodi so potrebni, mi imamo prevode, ki so stari 100 let, naprimer, in se sploh nobeno o tem ne sprašujem, potem je pač vprašanje, zakaj se to ne bere. Seveda se ne bere, če se praktično ne razume več.
Jaz sem pred parimi leti na novo prebral pač Vojno in mir, pač ta naš, čez en mesec dobimo nov prevod izide, ampak to je res, dejansko se tudi izverzirani bralci se včasih spotikamo ob te stare prevode, zaradi tega, ker to pač ni živa slovenščina tistega časa, to je pač prevodna slovenščina, kot danes temu pač, mislim, da je Borut Krašovec izumil izraz prevajalščina, ker pač mi gojimo nek drug jezik. Vsekakor so potrebni novi prevodi, ne samo zato, ker jezik zastari, tudi zato, ker so lahko stari prevodi včasih slabše narejeni, ker so bili pač enostavno ta izmenjava podatkov ni bila tako fluidna, kot je danes, da so mi mogoče mi pomagali. Zdaj, kar se pa tiče nekih prevodnih vrzeli, zdaj te prevodne vrzeli so pa tako, mislim, lahko govorimo o nekih prevodnih vrzelih, če res manjka neko ključno delo, Ampak, če pa manjka neko delo, ki pa recimo zanima samo nek ozek krog poznavalcev, je pa že stvar pragmatike, kaj bomo zdaj s tem naredili. Bomo zdaj res podali to in to prevedali in pač to je strošek, vemo, da je prevod strošek, moramo se pogovarjati o konkretnih rečeh, ali pa pač bomo poiskali nekaj, kar bo recimo imeli več bralstva, pa bo ravno tako tehtno delo. In tudi, ko sem začel prevajati in sem izbiral dela, ki jih bom iz japonščine prevajal, jaz sem zmeraj pretehtaval. Seveda, imamo avtorje, ki so reprezentativni, katero knjigo je treba prevesti, ki bo res pač avtorja predstavlja v svoji najboljši luči, ne pa kakšnega dela, ki mu mogoče ni tako zelo pač uspelo. Kar se tiče pa tega razlike med nacionalnim pa prevodnim kanonom, tudi tukaj recimo je, sploh pri takih književnostih, kot so vzhodnoazijske, ki so bile pod močnim vplivom zahodnjaške književnosti in so imeli drug razvoj, tam se treba res vprašati, ali kakšna prelomna dela iz konca 19. stoletja, ali so sploh za nas zanimiva, ali je to samo pomembno za njihov razvoj literature. Tako da tukaj treba biti malo pošten kot bralec, tudi malo neizprosen, da pač je treba res poiskati delo, ki bo imelo pri nas nek odmev. Isto velja tudi za sodobna dela. Lahko, da so zelo zanimiva tam, pri nas pa niti ne toliko zelo. Zdaj, kakšna pa je pravzaprav vloga prevajalcev pri snovanju teh kanonov prevodnih? A se upošteva še prevajalce? Ali smo prevajalci mogoče, nismo več takšni posredniki, kot so bili včasih, zaradi vseh teh tujih skladov, agentov, založb, sejmov, kjer v bistvu uredniki dobijo informacijo včasih še hitrejši kot prevajalci, A je še ta posredniška vloga v primeru prevajalcev, to povezovalni člen med dvema literaturama, ali to počasi zgine? Jaz upam, da jaz sem še zmeraj povezovalni člen, bo tukaj vodo na svoj mlin napeljal. Jaz vsekakor mislim, da pač moj doprinos oziroma doprinos kolegic in kolegov je tukaj nedvomno zelo pomemben in tehten. In jaz dam tudi vedeti, da pač mi poznamo stvar, ki jo prevajamo. Pač mi smo, mogoče nismo tako zelo na tekočem kot uredniki, ki dobivajo res najbolj sveže informacije od agentov, ampak imamo pa pač nek drug pogled na to zadevo, pač imamo neko drugo širšo sliko, pač znamo povezovati z drugimi podatki in jaz mislim, da mi smo absolutno ključni element. Bova še urednika vprašala, kako smo mi to absolutno. Aljoša? Zdaj smo špelo, mislim, v eni taki poziciji, ko težko rečeva karkoli. Ampak sej ni. Jaz bom celo tako rekel. Koliko jaz malo gledam nas urednike pač na založbah, je pač eno zelo zanimivo dejstvo. Mi smo se vsi brusili večinoma na izvirnih tekstih ali pa nekako prišli iz slovenščine ali pa iz teh in nobeden od nas ni poliglot. Že to pomeni, da meni absolutno kako bom jaz presojal neki, tle pač en velik kompleksen problem. Najprej seveda urednik ima nek svoj vizijo programa, kaj bi rad imel. Jaz kot urednik to hočem imeti in si to želim imeti, po drugi strani pa absolutno jaz prvič ne poznam vseh del, ne moram. Meni je važno
če mi Iztok predlaga japonski roman, jaz zdaj ne morem reči, ima prevod v angleščino ali pa nemščino, kar sta edina jezika, ki jo jaz obvladam dovolj, da lahko preberem. Ne. In pač z nekaterimi prevajalci se pač ustvari ta nek občutek zaupanja, ko ti tebi prevajalc 3-krat zapored prinese knjigo, ki jo pol ti prvič prebereš v prevodu, pa si rečeš, wow, super, ne? Pol pač veš, da lahko takemu prevajalcu zaupaš. Ni pa vedno to, ne. Jaz recimo zdaj bom 6. leto na Cankarjevi založbi in jaz si šele ustvarjam eno tako res ekipo prevajalcev, da jaz vem, mu lahko rečem za uno ali pa ne vem kaj, ne, ker nismo pa povsod. Meni je že kak prevajalec prinesel nekaj, kar meni pol na koncu sploh ni bilo všeč, recimo, ne. Ampak če seveda spet, druga stvar pa je spet, kaj je osebni okus, kaj je pomembno, ne. Zdaj to, da je meni ni všeč, še nič ne pomeni, ne. Če je neka knjiga, ki je pomembna, ki je tematsko pomembna, ki je pomembna tudi ne nazadnje za kanon, ki smo ga omenjali, recimo, je to še vedno pač pomemben prispevek. Drugače pa jaz se strinjam pač z Istokom in tle pač ne more biti drugačno. Jaz ne morem, dobro, jaz dobivam od agentov, ampak jaz večino teh sporočil od agentov ignoriram, ker preprosto nimam časa vsega tega pogledati. Jaz sem zdajle, ena dobra stran korone je bila to, da nisem rabil na vse te sejme v tujino, druga slaba stvar je seveda bila, da so bili zdaj vsi z Zoomu, sem jih imel še več teh sestankov, ne. Ker agent ti hoče prodati knjigo, ne, in jaz vem, da mogoče prevajalc tudi kakšen se znajde v ekonomski stiski in pač rabi zdaj nek prevod in delati, ampak načeloma jaz prevajalcem zaupam, da mi ne prodajajo neki, da vejo, prvič poznajo moj program, poznajo, ne vem, moderne klasike, vejo že profil založbe, poznajo slovenski trg, valjda, da ti ne bo nekdo nosil, še posebej, če te bo nategnil z enim romanom, boš pač naslednjič ne boš več hotel z njim delati, ne. Tako da, to je drugo, agent pa te bo prodal novega Dostojevskega, neko stvar, ki nima 3 čistih, ne. To pač ni, tle ni, sejem je kar postal in glede tega je postalo vedno hujše. Vi pač, tle so res eni pritiski in prevajalcem, imam pa čisto en drug odnos, no, isto. Ja, če tukaj sam dodam to so se Saša Rele že večkrat pogovarjala, da recimo Francozi so mojstri v tem, da vsako knjigo kot masterpiece predstavijo, ne, in tudi na zavihkih in tudi vseh teh, in je treba znati brati med vrsticami, zakaj v resnici gre, ne. Ker dostikrat se pol izkaže, da pa mogoče pa ni to, no, čeprav zgleda pa kot, ne vem, novi Dostojevski. Mora tudi prevajalec prebrati, ne, recimo predanjo promovira naprej našemu založniku, ne. Ampak skratka se potem strinjamo, da imamo še vedno zelo pomembno vlogo pri snovanju tudi prevodnega kanona, tudi sami prevajalci. To je zelo pomembno. Zdaj pa, če gremo zdaj na ta, se pravi, na to mlajšo literaturo, ki jo pa predstavlja spet zelo pomembna zbirka v Sloveniji, to so moderni klasiki. Aljoša, če se jaz ne motim, v bistvu dela ne smejo biti izdana pred letom 80, da so uvrščena v zbirko, imam to prav? To se skozi nekako, mislim, da je bil na začetku bila neka ta ideja, da so pravzaprav, da mora biti čim novejša, zaradi tega, da se loči od 20. stoletja. Ampak to se je že podrlo ene parkrat vmes. Tudi na začetku so bili, mislim, da ni bil namenoma, ampak na začetku so bili sami romani. Potem se je pa seveda izkazalo, da je Andrej vedno bolj vnašal noter kratko prozo. Letos bomo imeli prvič esej, ker v bistvu je esejistična knjiga, bo išla moderne klasiki, tako da to ni. Eden zakon je in ta je, da je vsak avtor lahko samo z enim delom moderne klasiki. To je edini zakon, ki ga mislim, da se ga pa drži vseh 120 številk do zdaj. In kakšni so zdaj tvoji kriteriji pri izbiri avtorjev? Rekel si, neki so agenti, neki so prevajalci. Kaj so tuji skladi? Ki tudi promovirajo svojo literaturo nacionalno, a ne? In kakšna je vloga tujih subvencij praktično, a ne? Da se ti odločiš za prevod? Zdaj, načeloma tuji skladi niti nimajo take, ker mi pač, zdaj govorim seveda za nas, za Cankarjevo založbo, mi zdaj imamo večino našega programa, ki ga imamo, je podprtega z javno agencijo za knjigo in
pač tu dobivamo tudi človeško, nemogoče je, da bi še dosti več knjig od tega naredili, kar trenutno z Andrejem, recimo leposlovni program narediva. Tako da večinoma se jaz niti ne podolgujem kaj dosti za te sklade, razen kada je kakšen zajeten projekt, recimo 600-700 stranski roman, je pa že fino, da še kakšno subvencijo najdem zraven, ker k temu pripomore tudi ne nazadnje prevajalc, če mi uspe dobiti še kakšno finance sklada, pomeni, da lahko tudi prevajalcu za težji prevod recimo ponudim malo več od nekega tega minimalnega Jakovega zneska, ampak načeloma se jaz na to ne oziram kaj dost. Drugi problem je seveda bolj neka ta založniška realnost, ki je včasih pač taka, da se mi kakšni načrti podrejo in mi to zelo vpliva na program. Drugače sem jaz zastavil zelo jasen si načrt, kako bom delal moderne klasike in poimenoval to kolobarjanje. In sicer sem hotel, da bi, ne vem, jaz imam 3, Andrej ima 3, skratka, eno leto bi objavil 3 avtore z Evrope, naslednje leto 3 z Južne Amerike, potem 3 z Azije, 3 z Afrike in tako nekako krožijo pač po kontinentih. Žal mi to zaradi, ker se mi načrti skozi podirajo, pa malo pride do zamud in tako se mi malo to podira, ampak načeloma, kar sem jaz v moderni klasiki prepoznal kot manko, so seveda avtorice in so recimo tudi, pa ne samo avtorice, no, nasploh je spolsko zgolj cis beli moški, no, zahoda, to prevladuje še vedno in skušam to malo podreti, se pravi, druge kulture najti tudi kaj, kar še nismo prevedli z kakšnega jezika, ne, to se zdaj trudiva, Andrej bo letos imel prvi roman v moderni klasiki iz tamilščine, recimo, ne, sicer spet seveda po ovinku, ne, ker ne gre drugače, ampak načeloma iščeva tako nekako. Tako kot sem rekel, edini zakon je, da je en avtor samo z eno delo lahko ima v modernih klasikih in pa moderni klasiki je ideja modernih klasikov, kot jo jaz razumem, je ta, da so pravzaprav to dela, ki še niso čisto klasiki, ker so pač, zato je ta pridevnik moderni, ampak bi lahko postali klasiki neke prihodnosti. Gre za neko inteligentno špekulacijo, bom jaz rekel. Čeprav so med njimi seveda tudi klasiki, no? So tudi avtori, ravno te vrzeli, nekaj jih omenjamo, so tudi kakšni taki avtori, za katerimi mi dva z Andrejem misliva, da bi morali biti slovenščini, pa še niso, ali pa bi to delo moralo biti slovenščino, tudi to dava v moderne klasike. Ne? Je pa tudi zelo pogosto, ne? Včasih pri kakšnih založbi recimo že izidejo 3-4 dela nekega avtorja, ki je sijajen klasik, potem pač mi v moderne klasike vzamemo naslednjo knjigo, ki morda ni najboljša, ni njegovo reprezentativno delo, ampak je bolj zaradi njegovega imena tisto, kar je pomembno. Tako da tu noter, recimo z letošnjim letom, ker je skozi govorimo o letošnjem letu, ampak je res leto nekih sprememb očitno, je Andrej se odločil, da bo tudi začel počasi dodajati žanrske klasike noter. In izide recimo Raymond Chandler kot prvi tak žanrski klasik, naslednje leto naj bi Fleming in tako naprej, naj bi pokrivali tudi tako, ker se je Andreju se zdi, no, da je že precej pokuril teh klasikov, ki jih je sam hotel noter. Jaz sicer mislim, da za svoj program jaz še jih precej najdem, no, ampak tako, kot sem rekel, jaz imam res en tak načrt pač zapolnjevati neke vrzeli, ki so pri modernih klasikih, tudi spolske, kulturne in tako naprej, no. Je kriterij zdaj pri izboru to, da ima knjiga nagrado? Ali je sporočilo, ki je trenutno aktualno, ki je pomembno za Slovence, ki bi, recimo, knjiga, ki bi Slovence nagovorila, a ne, ker tudi vsaka jih ne, to ne? Jaz se bolj skušam po neki kriterij kvalitete, meni je slog zelo pomemben, skratka, da je to nek vrhunski slog, nekaj, kar se mora prevajalci malo matrati, no, take knjige bom jaz rad, da mi prevajalci napiše, da so se matrali, povem, da je to dobra knjiga, recimo Lakota, ki mi je Stana takrat, ko sva jo izdala in tako naprej. Ne, načeloma nagrade nasploh, jaz zelo ne maram nagrad in skušam biti zelo previden glede tega, to je pač mogoče ena, ker prej isto omenil, taka lažna cona obdobja, bi jaz rekel, ne. Založbe zdaj zelo hitimo po tem, katera bo izdala novega Pukarja, novega ne vem kaj, ampak jaz, recimo lani sem prebral vse nominirance za mednarodne Bukarja in meni niti eden ni bil všeč, recimo, ne. Niti za enega ne bi rekel, da si je blazno zaslužil to nagrado in tako da jaz sem zelo, zelo previden do nagrad. Nenazadnje sem bil sam v nekaj žirijah nacionalnih slovenskih nagrad, vem, kako stvari potekajo in tudi vem, da se ne izbere vedno najboljše delo.
Zdaj, kaj pa pri tebi, Iztok? Ti kot prevajalec, kako pa ti zbiraš pravzaprav besedila? Zdaj, rekla bom iz japonščine, zaradi tega, ker je bolj eksotičen jezik, ne, in vas je manj. Kaj so tvoji kriteriji? Mislim, ker to je pa zdaj že tako udaljena kultura od naše, a ne? Kako ti presodiš, kaj bi pri nas, recimo... Niso to problematično. Ampak, ne vem, prvi kriterij je, da mora biti knjiga meni všečna. To absolutno prek tega ne gre. Pač knjiga mi mora biti všeč. Drugi kriterij je, da knjiga ni prevodno prezahtevna, da nima zdaj tavžen strani nekega visokega jezika, da bi se tam lomil zobe, pač je to pol, ne. Mislim, ni mi to v interesu, pač nisem prevajalec, nisem pa zdaj tak mazohist, ne. Tretja stvar je pa dejansko to, da bo knjiga imela tukaj nek odmev, ne. Ker meni je zelo do tega, da če že vložim to delo, pač v prevod, da ljudje to berejo, ne. In moram reči, da zadnjo japonsko knjigo, ki sem jo naredil, to Minae Mizumura, Mamina zapuščina, sem po moje zadev črno, ne. Ker prvič je bila knjiga na priporočilnem seznamu japonske fundacije, ne. Bila je dokaj obsežna, ampak sem jo vseeno zmogel. In tretjič, dobilo zelo neverjetne odzive od bralcev na to knjigo, ne? Ker govori res o taki sodobni zadevi, ki po moje ne bo zastarala tako hitro, čeprav je knjiga še 10 let stara, ne? Mislim, da je bila izdana 2012. In recimo to je bila ena knjiga, za katero lahko rečem s ponosom, da to mi pa res ratalo, pač in z izborom, in s prevodom. No, pa se pa drugih mi je tudi rata, ne, zdaj ne bom zelo lastno, ampak ko sem začel, sem bil zelo ambiciozen, sem se loteval res teh nekih sodobnih klasikov 20. stoletja, sem pač izbiral ne vem Kawabato, pa Ueta, pa Mishimo, pa potem sem se tega malo naveličil, zdaj pa res izbiram bolj sodobne, če se da avtorce, ne. Tako da, ja, pač jaz še naprej gledam, bolj ali manj gledam v smeri avtoric, ne vem, za tega, ker se mi zdi, da ne za kakšne politične korektnosti, ampak za tega, ker se mi zdi, da ena zadeve obravnava na način, ki se mi zdi bolj zanimiv. Ampak to je pač čisto moje osebno mnenje in pač pri tem tega ne mislim odstopati. Seveda ni za to neka, ne bom zdaj tukaj z glavo skozičil, ne, pač predlagal bom tisto, kar se mi zdi dobro, pa kar se mi zdi zanimiv, ne. Ampak ja, pač to sta bila recimo, da je to moja srednja prevodna faza. Začetna je bila res ta, da se pač te prevodne vrzeli pokrijajo, čeprav seveda materiale je ogromno, upam, da bodo tudi kakšni drugi prevajalci tudi kakšno zadevo prevedali, ne. Tako, zdaj pa pač jaz iščem bolj med sodobnimi deli. Preberem pa tudi kakšnega klasika. Ampak to v bistvu naslove iščeš preko katalogov, preko, ali te obveščajo oni, mislim, kakšen je sistem japonske? Pač malo gledam, kaj se dogaja, pač malo tudi te priporočilne sezname, malo gledam, da vidim, kaj je pač sodobnega, pa kaj se njim zdi dobro, pa to pa sej. Te seznami niso tako slabi, no, so kar tako, zelo širok spektr stvari pokrivajo, ne. Ne vem, malo tudi gledam, pač kakšni so trendi, kaj se kaj prevaja drugje, da vidim, ne, zato ker pač eni prevajalci, drugi imajo več stika, poznajo tudi avtorje osebno, imajo pač sploh te prevajalci v angleščino imajo ta privilegij, da so sploh bolj pri koritu, ne. Bolj so ažurni, veliki. Ampak tukaj je treba biti previden, no, zdaj blazno promovirajo kakšne te mlade pisateljce, ki pač rade pišejo neke čudaške zgodbice, ampak to pa vem, no. Mislim, ta neka čudaškost, zaradi čudaškosti sam, ne, šlo bi, jaz mislim, da bi to super šlo, ne. Ampak pač iščem, no, skozi nekaj prebiram, gledam tretje, pač sinopsis se berem, pa mi zelo hitro mi je jasno, zakaj gre, ne. Malo tudi sam, mislim, vseeno imam že to naštudiranega pa prebranga, da približno vem, ne, že kam bo zadeva šla, no. Pri tej Mamini zapuščini sem pa že po sinopsisu videl, ker zdaj blazno velik trend je bil v zadnjih 20 letih, po moje še zmeri traja na japonski književnosti, pač te marginalci, delavska revščina, korejska manjšina, kitajska manjšina, ne vem,
zdaj je te naravne nesreče, pa Fukushima pa to, ne. In med vsem temi zadevami pa pač medvrstniško nasilje, to je pri njih zelo huda zadeva. Pa sem pa najdel to knjigo, ki govori pa pač o neki meščanski familiji, ne. To pa meni bolj paše, ne. Dejansko je knjiga super napisana, pač ima zelo pomembne teme, kljub temu, da se dogaja med bogataši, malo manj kot bogataši, no. Sicer, tako da ja, gledam zelo na to, da pač knjiga meni všeč, pa da je dobro napisana in jaz mislim, da sem popolnoma kompetenten izbrati knjigo za slovenske bralce. No, super. Kako pa je s temi aktualnimi temami pravzaprav? Mislim, veliko je po Evropi tega bilo begunskega vala, priseljenstva, prej smo imeli AIDS, zdaj bo verjetno čez 5 let bo vse virus. Kako je zdaj s tem? Uredniki gledate na te teme, motive, ki se ponavljajo in rečete, ja, zdaj pa moramo res eno to virusno knjigo izdati, mislim, tako se sliši, no, ampak veste, kaj mislim. Meni se zdi tako, do neke mere, mislim, jaz se kar malo bojim tega navala koronske literature, moram priznati. Ampak zdi se mi, da nekatere teme so gotovo precej univerzalne. Zdi se mi tudi, da ena stvar, ko se še, tudi včasih me čudi, ampak na kar se še zmer dokaj, je bralstvo dokaj odzivno, je še zmer druga svetovna. In tu mislim in pri Slovencih in pri prevodih. Ne? Sicer si pa rečem, da okej, da tudi te knjige, recimo, ko izhajajo zdaj pa obdelujejo drugo svetovno, niso več mogoče na ta način, kakor je bila prej literatura, pa v bistvu vleče neke univerzalne teme ven iz pač tega prizorišča druge svetovne in so lahko čist fajn in čisto v redu. Se mi zdi, da te neke trendovske stvari najbrž že do neke mere, mislim, tukaj čist neodzivni, na to tudi nismo, ne. Kakšna knjiga, mogoče je že fajn, da tudi ta val zajame, ne. Ampak da bi se celotna produkcija potem obračala, pa mislim, da bi bilo v resnici slabo, pa tudi v resnici nevzdržno na dolgi rok, ne, da bi tudi program zgubil kakršnokoli formo. Tako da znotraj tega se mi zdi v bistvu to, kar sta govorila isto pa Aljevša, brez da bi komu kam lezla, ampak prevajalci dejansko se mi zdi, da prevajalci res sem tisti človek vse te verigi, ko ima predvsem malo agende znotraj tega. Medtem ko agenti je jasno, kaj hoče, ne. Tudi založbe, pa ne vem, kak marketinški oddelek je tudi jasno, kaj hoče, ne. In da prevajalci znotraj tega pa v bistvu z izjemo prevoda, ampak ni razloga, da bi slabo knjigo predlagali. In mislim, da v tem smislu so dejansko včasih celo tako malo sodelavci z uredniki. V tem smislu res ta vloga se mi zdi še zmerno neprecenljiva. Tole sem še hotela reči. Zdaj, kaj pa v temu, kar vam tujci predlagajo, pa recimo pa prevajalci, pa sami preberete mogoče angleški prevod ali pa nemški, če obstaja, kaj se zgodi, kad tak prevod, tako knjigo hočete dati v program, da bo šla v prevod in potem trčite ob kakšno marketinško službo na založbi. One kaj odločajo v programu ali vam rečejo, ne, tole pa ne bo šlo skozi, dajmo naslov zamenjati. A je to eden od faktorjev, recimo čista tržni potencial ene knjige? Mislim, pri nas moram reči, da marketing v resnici, da bi prav določal program, to absolutno ne. Sicer so včasih malo žalostni, ampak zaradi kakega izbora, ampak da bi pa prav, mislim, to pa dejansko tako daleč pa ne. Kaj pa pri vas? Naši niso tako žalostni, bom iskreno povedal. Pač mi imamo jasno določeno, pač kaj je moj, kot da bom rekel, kulturni program, ali kakorkoli hočem to imenovati. Skratka, nihče se mi ne vtika v to, kar jaz dam na subvencijo JAK-a in pač oblikujem program, ki ga oblikujem, ampak kar hitro hočem jaz izdati nekaj komercialnega, skratka zunaj subvencije, kar naj bi se prodajalo, ne, kar naj bi živelo s tem, da se proda. Tam imajo pa možnost soodločanja naš oddelek prodaje. Pri nas pač v skupini Mladinska knjiga je pač tako in ja, uredništvo se gotovo zdaj
ki mene vprašate, ker sem jaz samo tukaj, bom absolutno rekel, da imajo preveliko moč. Da preveliko krat se vsaj po mojem mnenju zgodi, da se recimo kakšna knjiga zavrne, čeprav sem jaz 100% prepričan, da bi se v redu prodala. Recimo, ne. Tako da ja, pri nas malo tega absolutno je, nima pa Cankarjeva zdaj spet tok. Mi imamo recimo ta kuharski program bolj, nimamo toliko komercialnega leposlovja, bom rekel. No. Jaz večinoma pač vso svoje leposlovje, zato ker, kot sem rekel, jaz imam že dovolj knjig in si še ne iščem novih večinoma, ampak ja, naredili smo pa tudi kakšno kriminalko v preteklosti in zanjo pa ja, sem pa rabo potrdilo našega oddelka prodaje. To se mi je zdelo, ja. Zdaj pri posameznih prevodih, me pa zanima še to, kako se pravzaprav odločate uredniki, kdo bo neko knjigo prevedel. Zdaj seveda, če prevajalec prinese na založbo, predlaga, potem ponavadi to prevaja. Razen, če se ne vem, kaj zgodi. Ampak načeloma, kako se odločate, imate eno klasiko, kako se odločite, kdo bo knjigo prevedel? Mislim, pri nas, ali če zase govorim, se mi zdi, da v resnici prevladujejo izkušnje oziroma v tem smislu, da se mi zdi, da imamo dokaj pokrito polje prevajalsko oziroma kar eno bazo prevajalcev, s katerimi smo že sodelovali in meni zelo veliko pomeni, sploh kar vemo, da sploh v zdajšnjih cajtih tudi knjig imamo kar dosti v bistvu in ni enega blaznega časa, sploh pa ni ne denarja, ne časa, da bi probavali v tem smislu. Tako da tukaj zelo veliko pomeni to, da smo s prevajalcem že delali ali pa da vemo, ali pa da veš enostavno, kako je kakšno knjigo naredil, tudi če je šla pri kakšni drugi založbi in mislim, da znotraj tega to se mi zdi še zmer najbolj zanesljivo. Sicer je res, da tukaj mi se trudimo, ali pa tudi jaz se trudim vključevati tudi kakšne mlajše, ker se mi zdi, da sicer res na hitrata tu točno to zaprt bazen, ko pač tudi vsi smo bili nekoč mladi in pa je bilo tudi težko in se mi zdi ne fair, pač, čeprav je včasih res malo zaradi časovnih in podobnih omejitev. Ampak ja, če se le da, mogoče kakšno krajšo, kakšno manjšo, ali pa mogoče za kakega avtorja, ko ga še nismo imeli, za kako fabulo, ali pa da vsaj preko nekih, ne vem, recimo za dneve poezije in vina, ko delamo tiste male knjizce, da tam se veliko lažje bomo uporabljali, kar ti izraz tvega s kakim prevajalcem, s katerim se še ni delali, pa se pol nekako vidi, kako to funkcionira, ampak to mislim, da je kar glavno. Se prve pa verjetno. Pri nas je zelo podobno. Skratka, pogledaš jezik, pogledaš tudi se, jaz tudi vprašam tudi Špelo, kdaj govoriva o tem, pač kakšen je bil kar prevajalec, ker vedno ne veš, jaz zelo se trudim brati pač tudi druge založbe in pač vidim seveda, absolutno, jaz mislim, da se hitro prepozna dobrega prevajalca, tako da glede tega. Trudimo pa se tudi s kakšnimi mlajšimi ali pa neznanimi, tako in ja, vsake toliko cajta se zaletiš. Jaz sem se na začetku zelo, jaz moram priznati, da prvih nekaj let sem delal z enimi, recimo 3 prevajalci, s katerimi nikoli več ne bom delal, ker je bilo preprosto dobesedno potem treba skoraj da na novo prevesti knjigo, ker sem jaz rešil z izvirnikom čez, da sem, ker je hvala Bogu bilo, mislim, da v 2 primerih z angleščine, eno sem pa poiskal kompetentno prevajalko, ki mi je popravila prevod. In ja, dostikrat se zgodi ravno zato, žal, zaradi te stiske s časom, da nimaš časa res ne poskušati. Ne moreš se ti zdaj privoščiti nekemu mlademu prevajalcu dati 200-stranski roman, za katerega boš potem porabil 2 meseca dela. To ni šanse, tako da ja, tle smo malo včasih konzervativni, mogoče zaradi tega izpademo, ampak ja, dostikrat pa ne gre drugačno. Zdaj, s časa nam bo počasi začelo zmanjkovati, ampak samo na hitro. Isto, v bistvu je bila debata pred parimi meseci ravno taka prevajalska, kdo bi lahko prevajal kaj. A veš, v primeru Amande Gorman, kdo bi lahko prevajal njeno poezijo, jaz vem, ker poznam nizozemsko pesnico in pisateljico, ki je bilo najprej namenjeno, da bi to poezijo prevajala, potem pa je odstopila od projekta zaradi tega, ker se je tako vzvalovalo po celi Nizozemski. Pa me zanima,
kaj ti misliš o tem? Ta debata je v bistvu šla v popolnoma napačno smer, ker je bil razlog pač tega, te debate nekje čist drugje, mislim, šlo je za to, da imajo nebeli ljudje dostop do nekih služb ali ne. Pri nas je to šlo v neko drugo smer, ker nisem bil dovolj informirani, ampak če se vrnem na tvoje vprašanje, jaz pa mislim, da to vprašanje ni nepomembno. Jaz pa mislim, da je treba se vprašati, kdo, ne govorim zato o kompetencah, govorimo o senzibiliteti. In recimo obstaja en zelo znamenit primer iz zgodovine prevajanja, to je angleški prevod drugega spola Simone de Beauvoir. To je delal nek ameriški profesor, nek naravoslovec, ki niti ni znal dobro francosko, ki je da, to je neka ženska napisala in na koncu ratal kar neki ven ratal in na koncu Simone de Beauvoir izpadla kot neka brezveznjakinja tam v Ameriki in tja zelo dolg časa, skoraj 50 let, da je prišlo do novega prevoda v angleščino. Se pravi, je ona zaradi nesenzibilnega, nekompetentnega prevajalca izpadla popolnoma drugače kot v Evropi. Tako da je treba, ampak jaz mislim, da zdaj tega takšnega pokroviteljskega, bom rekel, tudi patriarhalnega ali pa mačističnega pristopa do prevajanja ni več zaznati, saj pri nas ne. Ampak vseeno je treba malo pri kakšnih zadevah, ki je pač ta senzibilnost zelo pomembna, je pa treba vendarle premisliti, a boš dal nekomu, ki z nečim nima nič, a pa boš dal nekomu za prevajati, ki pa zadeva malo bolje pozna, tudi iz intimne sfere. Če govorimo, ne vem, pustimo zdaj gejevsko-lezbično književnost, ker to je pač najbolj banalen primer. Recimo, kaj jaz vem, Recimo primer pač te, kako je bilo že ime, pač prevajalki, ki ne bi pač žela Amando Gorm, recimo, da imamo neko delo, ki govori ali pa ki ga je napisala pač nebinarna oseba. Enostavno ti rabiš za tak prevod, za tako delo, rabiš osebo, ki to razume. Preko tega nikač ne lahko zadeva nekam gre. Samo vprašanje, koliko je prevajalcev nebinarnih, a veš? Pa se ni pomembno, da je. Pomembno, da je pač senzibiliziran za tako vprašanje in še za mnoga druga. Ne bomo zdaj govorili samo o tem. Moje mnenje namreč je, da prevajalec mora, tako kot igralec, imeti načeloma širok spektr. Ampak enega nimajo. Eni so jezikovno kompetentni, ampak ti bodo pa povozili kakšne detajle, ali bodo pa rekli, tudi obstajajo primeri v Sloveniji, da je nek prevajalec znameniti, ne bom Šinfo, ki je že pokojen, enostavno v nekem delu neke seksualne scene, kar spustil, je rekel, to ni vredno avtorja. To pa lahko bila tudi uredniška. Ne, ni bila uredniška, vem, da ni bila uredniška, bila je prevajalska. Drugače prihaja do tega, do kvazi cenzure pri raznih... Da to ni dovolj dobro napisano in da to kvari delo. Jaz, če smem, meni se tudi zdi, da se mi tu vpletamo v eno debato, v kateri absolutno nimamo kaj dosti dodati. Jaz mislim, da je problem pri takih zadevah seveda tudi, ko imaš ti vrsto in vrsto, ne vem, temnopoltih prevajalcev, ki že tako ne dobijo dela, potem pa, ko ti neko prevajaš delo temnopoltega avtorja, recimo, pa spet daš belemu avtorju, je to problem. Enako je v filmski industriji. Če lahko belci itak dobijo 90% vlog, zakaj bi dobivali še vloge azijskih, katerihkoli drugih, recimo ras ali pa kakorkoli. Mislim, da je to bolj problem. Mi pač s tem nimamo tako velikega problema in tukaj se Slovenci pač zelo radi vnemo neko debato, ki v medijih zveni zelo kontroverzna, hkrati pa nimamo kaj temu dodatno. Tako. In še slabo prevedena, prišla v tuje medije in potem se pri nas povzemali in je to pač senzacionalistično prišlo potem čisto napačne vode, ampak se mi zdi, da je pri prevajalskem poklicu pač se lahko pogovarjamo o teh stvarih, ampak seveda pa je odločitev, kdo bo prevajal pri nas temnopolto pesnico, je lahko zelo... Če lahko tukaj dodam, zame pač ta senzibilnost prevajalcev v bistvu del njegove prevajalske kompetence. Čisto preprosto tako. In mora imeti pač celoten spektr, maksimalno, v tem smislu. Vse mora razumeti. Ja, tako. Je kdaj kakšen prevod, ki ga ti zavrneš?
zaradi tega, ker rečeš, joj, nisem tukaj urednica klasične beletrine, v času sestavljanja programa so mi ponujali pač Natsumeja Sose, ki je njegovo delo Jaz sem maček, ki je pač zelo obsežna satira na zelo specifično intelektualno okolje iz konca 19. stoletja. In sem rekel, da to mogoče je predolgo, prezahtevno in mogoče niti ne bo imel tacega odmeva, razen pa kakšnih hardcore fanih japonske književnosti. Tako da tukaj smo se potem izpogajali za neko drugo delo, ki jaz mislim, da pač je tudi govori o meščanstvu pač o nekih in o njihovih težavah in jaz mislim, da bo pač malo da bo imel širši odmev pri bralstvu, ne samo pri recenzentih, ampak tudi dejansko pri bralcih in meni je to res pomembno, ker pač tisti, ki jih zanima, sem vprašal 2 človeka, ki sta prebrala tisto Sosekijevo delo, jaz sem se matral, jaz nisem prišel čez 100 stran. Poznam 2 osebi, ki sta to prebrali, pač nobena ni bila tako, da bi bilo brez veze, ampak da bi bilo pa tudi navdušene, pa ne pa dolgoje, pa in kupenih besednih iger je noter, pa res, pač ti moraš to bi bilo polno opomp noter, no? Klasika. Veš, na kaj, iz česa se norca dela, naprimer, ne? Veš, mislim, iz akademske scene v Tokiju v koncu 19. stoletja. Kaj če smo res, ne? To ni isto kot zdaj, no. To se meni zdi v bistvu glih dober primer tega, kar sem prej govorila, tega, kako postane prevajalec, tudi malo to je sodelavec. In v tem smislu, normalno, jaz res ne moram soditi o teh rečeh, mislim preko angleščine, kar je pa spet seveda je posredno, ne? In če in če je nekdo kompetenten, kukor je istok in ve, kaj iščemo in če obstaja boljša šansa na vsak način. Jaz sem dolg časa razmišljal o tem, kaj s tem narediti, pa sem pač to zavrnil, smo se za Tanizaki zmenili, pa sem čez čas mislil, pa se bi lahko kakšno drugo knjigo Sose, ki je predlagal, ampak enostavno treba se je bilo zelo hitro odločiti, tudi malo je bilo tako, da sem bil malo, ko se temu reče, nepripravljen, pač sploh na to ponudbo, ampak jaz mislim, da bo v redu bo. Res smo se v redu odločili. Ma kdo še vas kakšno vprašanje? Ker če je tako, potem bi v bistvu današnjo debato zaključil. Jaz bi se še enkrat rada vsem zahvalila, Iztoku Ilcu, prevajalcu, uredniku Aljošu Harlamovu in urednici Špeli Pavlič za sodelovanje. Pogovor je podprla Javna agencija za knjigo. Vsem vam pa hvala za pozornost in obisk.